Ja, sedanji predlog zakona o dolgotrajni oskrbi ima nekatere prednosti in se približuje razvojnim trendom drugih evropskih zakonov. To pomeni budžet, blagajna je dovolj velika, da bo vzdržna, ali bo kaj spremenili. To pomeni, da je krajevni skupnosti odprla vrata za organizacijo dolgotrajne oskrbe na lokalni ravni. To pomeni, da je vsakemu človeku dala na izbiro, kakšno storitev bo izbral, ali denarno plačilo, ali oskrbo na domu ali inštitucijo. In to pomeni, recimo, četrta stvar, ki je prednost, da je začel povezovati formalno oskrbo, strokovno, inštitucijsko in domačo, neformalno, družinskih oskrbovalcev, prostovoljcev v eno integrirano celoto. To so plusi. Pri večini teh stvari bo pa potrebno večja ali manjša dopolnila, da bo zakon dobro deloval v praksi in da bo res podoben drugim. Recimo, pri lokalni skupnosti občini bo mogel zakon predvideti pa omogočiti sredstva za investicije in infrastrukturo. Te 2/3 občin slovenskih, ki nima svojega doma, ne morata narediti doma pa infrastrukture, mreže, oskrbovalnih programov s svojim denarjem, ker tega nimata. To mora poskrbeti država, za to prav tako predvideti in poskrbeti enakopravno za vse državljane kot posamezniku za oskrbo. To je eno večje področje popravkov. Med storitvami, ki jih zakon predvideva, so predvsem telesne, zdravstvene, je nujno vnesti, tako kot je tudi že do zdaj bilo in imajo vse evropske države, med storitve psihosocialno pomoč. Ta je nujna pri demenci, ta je nujna pri paliativni oskrbi, terminalni, ta je nujna za vsakega človeka. Veste, ker vi lahko telo še toliko dobro poskrbite, če človekova glava, duh, socialni odnosi, te dimenzije niso zadovoljene, bo vedno nezadovoljen. Potem je treba, recimo, za neformalne oskrbovalce, ki je z ene strani vključil jih, ni pa zakon predvidel mehanizmov strokovnih, da bi se to področje res lahko razvijalo. Konkretno, recimo, treba bo vnesti lokalnega krajevnega koordinatorja, ki bo organiziral, skrbel, usposabljal neformalne oskrbovalce, ker če ne bodo prepuščeni sami sebi, kot so zdaj, dobili bodo tiste 80, 100 ali pa 300, 400 evrov, ali pa še se bodo zaposlili minimalno plačo za 4. in 5., prepuščeni pa bodo sami sebi. Mi to delamo na Inštitutu Antona Trstenjaka, te tečaje in organiziramo neformalne oskrbovalce v Sloveniji, podobno kot jih drugod v Evropi. Imamo veliko izkušenj, kaj se lahko za zelo, zelo majhne denarje, skoraj nikakršne denarje naredi z dobro strokovno pomočjo in koordinacijo, ker postane stroka pomoč za samopomoč ljudi, kot sem že prej rekel. Potem bo treba vključiti, ker je zakon ni omenil prostovoljstvo. Prostovoljstvo za zdravo staranje kot preventiva, ampak ta ne bo šel v ta zakon verjetno. V tem zakonu pa oskrbovalne prostovoljce. Usposabljanje prostovoljcev, ki želijo pomagati v inštitucijah ali pa pri oskrbi na domu in da bodo za to usposobljeni, da bodo organizirani, da bodo delali in če delajo več, kot sem prej rekel, za svojo dušo, da bodo tudi nagrajeni. Take in še nekaj takih popravkov, neusodnih, vse se to da dobro narediti, je potrebno v zakonu, da bo slovenska dolgotrajna oskrba stekla dobro v svojem razvoju, tako kot je dobro tekla pred 50 leti po zaslugi genialnega in prizadevnega zdravnika dr. Bojana Acceta. On je takrat pred 50 leti slovensko dolgotrajno oskrbo domove spravil v svetovni vrh. Tudi budžet.
takrat smo plačevali, takrat je pokojninska blagajna, ki je imela ogromno denarja, dajala tisti košček, mali 0,5% ali koliko, za gradnjo in obnovo domov. Glejte, še danes živimo od tega, kar je dosegel Aceto v gerontologiji pred 50 leti, ko je pa 84 leta izstopil, se staral, glejte pa, kot da smo ostali v tistem času. Od takrat je pa šel čas za 50 let naprej. Ne samo pri informacijski tehnologiji, pa pri avtomobilih, ampak enako ali pa še bolj pri metodah, pri pomočkih in pri znanju o dolgotrajni oskrbi. In zakon bi lahko in bo moral to doseči, da bomo se priključili na ta razvojni vlak dolgotrajne oskrbe. Vse to nas vse povezuje. Glejte, v Sloveniji kot da nas nič ne povezuje. Vsi so med seboj sprti in vsak samo išče pri drugem, kaj ni prav. Potreba po človeško dostojni, finančno vzdržni in kadrovsko vzdržni dolgotrajni oskrbi nas pa vse povezuje. Če smo prej rekli, da na vsake 10 let povprečno vsak Evropejec pride v situacijo, ko ima nekoga od bližnjih v dolgotrajni oskrbi. Torej, to je naša potreba skupna, ki nas povezuje in to je zadosten razlog, dober razlog, da bomo na tem področju z nekaj pozornosti in volje začeli dohitevati druge.